Gospod vas vse blagoslovi v vsem, ko delate v njegovom straje in pa v moči njegovega svetoga duha. To je največji blagoslov, ko ga lahko človek doživi. Delate v njegovoj moči. Moči svetoga duha. Popevali smo to prekmursko pesem iz pesmarice Rodosti glas 182. V nebesa ite se trudi. Delamo se za istina trudimo, ka pridemo v nebesa. In utrudi enoga človeka, ka bi prišel v nebesa, bom nika prešten eden vic. In te mo o toj teme, na to temo, in pa o tom, ko je istina, tu nika provo. Neki razbojnik je prišel pred nebeška vrata in začel trkati. Odprite, odprite! Apostol Peter, ki je imel ključe od vrat, je slišal trkanje in vpitje, zato se je približal k vratom in glasno vprašal, kdo je zunaj? Jaz. In kdo si ti? Razbojnik. Odprimi vrata v nebesa. Še v sanjah mi ne pride na pamet, tukaj ni prostora za razbojnike. In kdo si ti, da mi braniš vstopiti? Jaz sem apostol Peter. Aha, ti si tisti, ki je iz strahu zatajil Jezusa, preden je petelin 3-krat zapel, jaz sem dobro poučen o tem. Peter je rdeč od stramu stekel v stran, da bi poiskal svetega Pavla. Na to ga je prosil, Pavel, pojdi, prosim, in se ti pogovori s človekom, ki je pred vrati. Pavel je pomolil glavo skozi lino in glasno vprašal, kdo je pred vrati? Jaz sem, razbojnik, odprimi vrata v nebesa. Tukaj ni prostora za razbojnike. In kdo si ti, da mi ne dovoliš vstopiti? Jaz sem apostol Pavel. A ti si tisti, ki je šel iz Jeruzalema v Damask, da bi pobijal kristjane in sedaj si v raju. Sveti Pavel je ves rdeč od sramu stekel nazaj k Petru. Najbolje bo, da k vratom pošljeva evangelista Janeza, je Peter skušal najti rešitev. On se nikoli ni odrekel Jezusa, on se bo lahko pogovoril z njim. Janez je stopil k vratom in glasno vprašal, kdo je pred vrati? Jaz sem, razbojnik, spusti me v nebesa. Lahko tolčeš po vratih, kolikor hočeš, a se ne bodo odprla. Za razbojnike, kot si ti, tukaj ni prostora. In kdo si ti, da mi braniš vstopiti? Jaz sem evangelist Janez. A, ti si evangelist. Zakaj potem varate ljudi? V evangeliji ste zapisali, trkajte in se vam bo odprlo, prosite in boste prejeli. Že 2 uri razbijam po vratih in prosim, pa mi nihče noče odpreti. Če mi takoj ne najdeš prostora v raju, se bom vrnil na zemljo in vsem začel pripovedovati, kakšne laži ste zapisali v evangeliji. Janez se je prestrašil, odprl vrata in razbojnika spustil v nebesa. Nišče se ne smigej. Draga cerkev, tu smo videli, koliko včini, koliko napravi istina, koliko napravi resnica. In ne smo pogledali malo v srečanje človeka z Jezusom, šter je izpovedal tisto veliko, tisto znamenito vprašanje, kaj je resnica. Leko stanemo gor in preštejmo Božjo drago sveto reč, celi odlomek iz Janeza 18. tala od 28. pa do 38. Janez 18 od 28. do 38. Od Kajfa so torej Jezusa peljali v sodno hišo. Bilo je zgodaj zjutraj. Sami niso šli v sodno hišo, da se ne bi omadeževali, ampak bi smeli jesti pashalno jagnje.
Pilat je prišel ven k njim in rekel: kakšno tožbo imate zoper tega človeka? Odgovorili so mu in rekli: ko ne bi bil hudodelec, bi ti ga ne izročili. Tedaj jim je Pilat dejal: vzemite ga in ga sodite po svoji postavi. Judje so mu rekli: mi ne smemo nikogar usmrtiti. S tem se je izpolnila Jezusova beseda, s katero je označil, kakšne smrti bo umrl. Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel: si ti judovski kralj? Jezus mu je odgovoril: praviš ti to sam od sebe, ali so ti drugi povedali o meni? Pilat je odvrnil: ali sem mar Jud? Tvoj narod in veliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil? Jezus je odgovoril: moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom. Toda moje kraljestvo ni od tod. Pilat mu je rekel: torej si ti vendarle kralj? Jezus je odgovoril: ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas. Pilat mu je rekel: kaj je resnica? Nebeški Oče, hvala je tebi za tvoj drago svetu reč. Hvala je tebi, kad imamo zapisano ta reč za naše dobro. Prosim te, pomori nam jo razumeti, pomori nam jo sprejeti v svoja življenja, pomori nam, kad živimo po njej vsaki dan in vsakom trenutku. Prosim te, vodi nas in nam daj moči, kad te sledimo, tako je to tvoja sveta vola. Blagoslovi vsakoga brata, vsako sestro, vsakoga prisotnoga, Gospoda, in daj, kad ta reč za istino spregovori v naša življenja in napravi spremembo, tom gdje je potrebno. Amen. Amen. Leko zavzemete svoje mjesta. Tu smo prešteli sen nam dobro znane odlomek iz drage Bože svete reči, da je bil Jezus krivično obsojene na smrt. Jezuša so po krivici obsodili na smrt. Rimski oblastnik Pilat, on se je tu srečal z Jezušom. Tu se je srečal z Jezušom in znate, Pilat je bil obenem tu vrhovni sodnik. In tej Pilat, on je mogel zdaj v tom trenutku, tu je mogel prinesti eno razsodbo. On je mogel tu razsoditi, ko in kak. On je bil glaven, štere je odločil, kada se z Jezusom zgodilo. Ali pred to razsodbo se je dogajalo več stvari. Različna obtoževanja, tudi lažna pričevanja, že prlej, tom prvjavki duhovnikaj, pred vjavkim zborom, že prlej se je dosta toga dogajalo. Ali, znate, niti ena obsodba strani rimske oblasti ne smela biti izrečena, če so obtoženoga ali obdolženoga najprlej ne zaslišali. Najprlej je bilo potrebno zaslišanje in ne samo toga obtoženoga, pač pa tudi njegove tožnike. Čuli smo, kakšno tožbo imate zoper toga človeka, za koj ga obtožujete. Trbelo je, te rimski oblastnik je mogel vse detaljno preiskati in Pilat je nekajkrat, ne samo inak, Jezuša spitaval, ga je zaslišoval in na podlagi te zaslišanj je ščel Jezuša osvoboditi. On ga je ščel osvoboditi za volo toga, ka po rimskom prave, po njovi zakonaj, Jezus ne bil nikad takšega kriv, ka bi zaslužil smrt. Jezus nikad takšega ne bil kriv. Nikakokrat je želel Pilat Jezuša osvoboditi, ali znate, židovge Judje so vsikdar z novimi argumentami prišli pred Pilata in ga v toj osvoboditvi ščeli staviti. In znate, da so prinesli novi argument, novo tožbo, je moglo biti pa novo zaslišanje.
Prešteli smo prvo takšno zaslišanje, štero se je končalo z tem znamenitim pitanjem. Kaj je resnica? Ko je istina? Rimski oblastnik, on se je mogel držati rimskega prava v vsakom odločanju. In znate, ko je bila osnova rimskome prave? Znate, ko je bila tu osnova pravičnost? Mogo je po pravici razsoditi, nepristransko, mogo je raziskati vse okoliščine, štere bi lahko vplivale na razsodbo. Mogo je biti nepristranski. Če bi što je bil med nami pravnik, tisti bi znal ešte bolje razložiti to, kak pa Gezoj tu razlagam, zavolo toga, ka rimsko pravo je ešte gnes tu eden obvezen predmet pri študiji prava. Rimsko pravo, zavolo toga, ka je to bilo eno najbolje pravično pravo, ene najbolje pravične argumente za to, ka bi lahko koga obsodili ali pa ga oprostili. In zdaj je tej rimski oblastnik postavil pitanje. Postavil je eno vprašanje, po šterom bi se on mogel ravnati v vsakom odločanju. Po šterom bi on mogel delovati, delati in postopati v vsakom njegovom odločanju. Postavi vprašanje, štero izraža dvom v njegovom poznavanju svojih obveznosti. Kaj je resnica? Ko je istina? Dragi moji, tu dnes je identična, podobna situacija, kak je bila te. Mnogi, štere bi mogli delovati po istini, se pravzaprav spitavajo, pa ko sploh je istina? Ko je istina? Ljudje, štere se postavljajo takšno vprašanje dnes. Zdaj v tom času morajo od pravih kristjanov, od mene in tebe, dragi brat, draga sestra, dragi prisoten, morajo od nas čuti in videti pravo istino. Ko je istina? Če te pozorno šteli Janezov evangelij, če te šteli pozorno celi Janezov evangelij, te opazili pa te našli, ka več kot 70krat je v Janezovom evangeliju omenjena resnica ali pa izpeljanke iz te besede. Več kot 70krat. In če ešte vzamemo 3 Janezova pisma, to je 7 poglavij, to je več kot 20krat omenjena istina, resnica, ta beseda. In znate, v celoj novoj zaveze, v ostalih evangelijah in pa pismaj je pa samo malo več od toga omenjena. To vidimo, kako je bilo pomembno za Janeza, kaj povdari istino, kaj povdari to resnico. Jezus je pred izdajo je Tomaže, šter je bil sikdar radoveden na vprašanje, koma ide in po šteroj poti, Tomaž je postavil to pitanje Jezuše. Njemu dava naslednji odgovor v Janeze 14. tale 6. veršoš, pravi Jezus tok. Tomaže na njegovo pitanje dava odgovor in pravi tok, jaz sem pot. Da ga pita po šteroj poti, ne vemo poti, jaz sem pot. Resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po mene. Ali eden drugi prevod, druga različica prevode pravi tok, jaz sem pot k očetu, ker sem resnica in življenje. Jezus je ta pot, Jezus je ta istina in Jezus je to pravo življenje, edino po njeme imamo večno življenje. Vse drugo je začasno, ide se za večno življenje. In tu Pilat je Jezus preko, ki je zastavil to pitanje, povedal namen svojega življenja. Jezus njem je pravo, ko je dejansko namen njegovega življenja tu na zemlji. Jaz sem zato rojen,
in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas. In na podlagi te izjave je Pilat ščel zvedeti, ko sploj dolgej istina. Ali obstaja nekaj takšega v sveti korupcije in dnes je ista situacija. Ali obstaja nekaj takšega v sveti, gdje še vsaki dosegnete svoje in to ne glede na ceno in ne glede na drugoga, na tistega bližnjega, ko je istina. In v uvode smo čuli, kaj je vsaki od teh treh apostolov, kaj se je vsaki od teh treh apostolov zbojil istine iz svojega življenja. Zakaj? Zakaj se bogimo v naših življenjih istine? Zakaj se ti bogiš, če ti štoj povej istino? Na te stari pregovor pravi tok, resnica boli. Jel te in to je istina? Resnica boli. Da ti štoj povej resnico iz tvojega življenja, istino od toga, ko ti siš in ko ti si delo ali delaš, to boli človeka. Ali na drugoj strani pa imamo Jezušovo reč. In v Janeze 8. 31. in pa 32. veršoš tok pravi. Janez 8, 31. in pa 32. tok pravi Jezus. To je njegova reč. Teda je Jezus govoril Judom, ki so verovali. Glejte, ide se tu za tiste, štere so verovali. Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci. In to je zdaj tu važno, ko Jezus pravi, in spoznali boste resnico, in ko? Resnica da vas zasužnila? Ne, resnica vas bo osvobodila. In te v 36. veršu še dodaja, če vas torej sin osvobodi, boste resnično svobodni. Sin Božji. Božji sin dava svobodo. Torej, ko je istina? Kome vrvate? Kome vrđeš? Što je vreden tvojega zavupanja? Tiste, štere ti je blizu, štere je poleg tebe, štere ga vidiš skoro vsaki dan, ali pa tiste, štere ga komaj poznaš, pa zna lepo govčati. Kaj je resnica? Zakaj so trije tisti trgej apostole gratali rdeče, jih je gratalo srom, da so čuli besede istine iz svojega življenja. Činih besed so se pravzaprav uneprestrašili. Što je izpovedal tiste besede, štere so se oni tako zbudžali, kad so gratali rdeče in odreagirali, kako so. Što je to izpovedal? Razbojnik. Razbojnik. In koga on pooseblja? Šatana. Našega neprijatelja, našega sovražnika. Jezus isto v Janezovom 8. pravi tak. Sporočilo je bilo namenjeno Judom, štere so ne vrvali. Prlej smo videli, kakšno sporočilo je Jezus pravil Judom, štere so vrvali. Zdaj pa poglednemo, kakšno sporočilo Jezus dava Judom, tistim Judom, štere so vrvali. In dragi moji, tak je to sporočilo, štero zdaj preštejmo, namenjeno vsakome tistome, štere ne vrvle Jezuše. Janez 8. od 42 naprej. Tak pravi. Če bi bil Bog vaš oče, bi me ljubili. Tu gočijo židovke, preštite se doma, prlej te odlomek, kad te videli, kaj Jezus goči Judom, štere so pravile, kaj pa mi smo svobodni, pa mi smo to, pa ovo, pa mi imamo Abrahama za oču, pa Bog je naš oča. In ti Jezus pravi to, če bi bil Bog vaš oče, bi me ljubili, ker sem iz Boga izšel in prišel. Nisem prišel sam od sebe, temveč me je
on poslal. Bog ga je poslal, Oče nebeški ga je poslal. Zakaj ne razumete mojega govorjenja? Ker ne zmorete poslušati moje besede. Toguči Jezus ljudem, Židovom, štiri so ne vervali. Vi pa ste od svojega očeta hudiča in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni obstal v resnici, ker v njem ni resnice. Kadar govori laž, govori iz svojega, ker je lažnivec in oče laži. In če primerjamo teva dva teksta, Janez 8, 31, 32 in pa Janez 8, 42 do 44, vidimo razliko. Vidimo to veliko razliko. Najprej verovanje resnice, verovanje istine, verovanje Jezuše in pa posledice, kakšne so? Svoboda. Svoboda. Svoboda od greha in pa od večne obsodbe. Na drugo strane pa verovanje laži in kakšne posledice so tu? Smrt. Šotan povzroča strah, šotan povzroča negotovost, šotan povzroča nemir, povzroča dvom, povzroča rdečico, povzroča občutek krivde. Jezus pa dava mir, Jezus pa dava tolažbo, Jezus pa dava odpuščanje, Jezus dava svobodo, Jezus dava radost. Vidimo razliko. Kome boš veroval, kome boš zaupal. Šotan uporablja Božjo besedo za obsodbo, za umor. Jezus skozi svojo besedo hrabri, tolaže, spodbuja, dava večno upanje. Dava večno upanje. Jezus to dava, ne šotan. Šotan trga besede iz konteksta. Tisto, kak njeme poše. Bog pa pravi, bar poslušamo, ko v 2. Timoteje 3, 16 pa 17 piše. Bog pa pravi to. Vse pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo. Haleluja! Ali vidimo, ko Božja beseda prinaša v moje, v tvoje življenje, v mojo in tvojo situacijo, da bi Božji človek bil pripravljen za vsako dobro delo. Še nekaj je, ko je zelo pomembno, ko se moramo zavedati. Šotan, da on uporablja Božjo besedo, je ne uporabljal nikdar Božje besede z enim dobrim namenom. V 1. Mojžišovoj 3. tale, 1. veršoš. Tok piše, ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti iz nobenega drevesa vrtu? Pa je resno to Bog pravo? Kakšen Bog pa ti to gej, kad tok ostro dela? Vidite način njegovega govora, njegovega nagovora. On želi sikdar posejati dvom v resničnost Božjega govora, v resničnost Bože besede. In te svojo trditev še nadgradi znova z enim dodatnim argumentom in pravi tok, nikakor ne boste umrla z konec 4. verša in 5. v 1. Mojžišovem 3. tale. Nikakor ne boste umrla, v resnici Bog ve, istina, Bog zna, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla iz njega, odprla oči in bi postala kakor Bog. Poznala bi dobro in hudo.
Šatan želi človeka postaviti v isto raven kot Bog. V isto raven z Bogom. Pravzaprav še više, zavolo toga, ka šatan se je še više ščel nad Boga postaviti. In zavolo toga je spadno. In vsaki človek, štere se postavlja v višjšo raven, kot je Bog, da spadno. Vsaki takši človek spadne doj. Spadne na tisto najnižjšo raven. In zavolo toga, ka sta prvega človeka poslušala in pa bila zapeljaneva od šatana. Od njegove taktike sta spadnila doj. Sta spadnila v greh. Dragi moji, mi moramo dobro paziti. Moramo dobro paziti. In še nekaj glede toga, da šatan uporablja Božjo besedo. Znate, šatan vsikdar želi ustreči človeke. Pa naš, to je dobro za tebe. To, kako ti v tom primeri. Pa to je dobro. Biti kot Bog. Ko si ti misliš, kakšne šanse boš imel? Biti kot Bog. Šatan se vsikdar prilagaja situacije. Vsikdar lepo goči. Bar pogledajte doma v Matej 4. od 1 do 11. To je zapisano, da je šatan preizkušal Jezuša. Kako je znal on lepo manipulirati z Božjo besedo. Da Jezus pravi tako, pa tako je tu pisano. Pa tako je pisano. Pa tak pravi. Vsikdar, da je želo manipulirati z Božjo besedo. In v Jezušovom primeru je ščel Jezuša, znate, smesti. Ščel ga je smesti in ga napeljati kraj od začrtane poti. In na takšen način je Jezuša probo še nekajkrat staviti na njegovoj poti do končanja dela odrešenja. Šatan ga je ščel staviti samo, ka bi Jezus ne prišel do cilja, ka bi ne napravil to, za ko je bil poslane od očeta, kako smo prešteli, kade pričeval za istino. Pogledajmo še zadnji šatanov napad na Jezuša, da je že bil na križi, Marki 15, 31 pa 32 veršu štok štejmo. Podobno so ga med seboj zasmehovali tudi veliki duhovniki s pismouki in govorili. Druge je rešil? Je to istina? Je. Jezus je v mnogim pomogel. V mnogim je dal novo šanso. Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Ja, takšna situacija je bila. Mesija, Izraelov kralj. In bar gledajte, zdaj, ko piše dole, naj zdaj stopi križa, da bomo videli in verovali. Naj zdaj doj stopi z križa, bomo videli in temu mi verovali. Če bi Jezus ti resen stopil z križa, bi vsem dokazal, kaj je on za istino nekaj posebnega. Kaj je eden poseben človek, ali to ne bi bil pravi dokaz, kaj je on Mesija. To ne bi bil te pravi dokaz, kaj je Jezus istinski Mesija, zavolo toga, kaj naloga Mesije je bila plačati ceno odkupljenja iz greha in to s smrtjo na križe. Znate, s tem lažnim prikazovanjem moči bi pravzaprav Jezus zapravil moje in tvoje odrešenje. Bi zapravil to, ko gnes, in ti imava na razpolago. Šatan se je ščel na Jezušov račun, nasmejati. On je dostopil in zdaj sem zmagovalec. Ščel se je na njegov način nasmejati, to, kako se je to zgodilo v tistoj prispodobi, štero sem pravil na začetku. Dragi moji, šatan vsikdar dela tok, kada se
na konce iz tebe, iz mene nasmeju. Zavolo toga, kaj njim je uspelo pa enoga prevarati. On sigdar tog dela, da to moramo dobro paziti, kome nasedamo. In če se še enak spomnimo tej prispodobe, ko je še ton, ko je značilno za šotana. Ko je značilno za njega. Ne vem, če ste opazili, v vseh treh primerih je šotan, kad tako povem, pozabo povedati nekaj važnoga, nekaj odločilnoga. Pozabo je povedati nekaj pomembnoga, glizati tisto istino, štero jo je povedal. Pogledajmo Petra. Resam, kaj je Jezuša zatajil. To je istina. Ale to je samo polovica istine. Tista druga polovica, štero je šotan zamolčal, pa je odločilna. Tokšnemo v Mateja 26, 75. veršoš. Peter se je spomnil Jezusove besede, ki mu jo je rekel. Preden bo petelin zapel, me boš 3-krat zatajil. To je ta prva istina, štero je tu v tistom primere bila povedana. Ale te je še drugi del istine. In šel je ven in se bridko zjokal. Dragi moje, to je to, ko je pomembno za moje in tvoje življenje, da te šotan obsoja z istino, ko se delo, ko se dogajalo v tvojem življenju. Ale, jaz sem doj spodno pred Bogom, pripoznal svojo stvar in sem šel dole naprej z njegovo močjo, v njegovoj prisotnosti. Pogledajmo Pavla. Res sem, kaj je šel v Damask, kaj bi škodil krščenikom. Ale obstaja še drugi del, štere se je zgodil na toj poti in šotan je to, a to povem, pozabo povedati. Nekaj bi pozabo, ne je ščel povedati. Tok štejmo v apostolski delaj 9. od 3 do 6. Med potjo, ko se je bližal Damasku, pa ga je nenadoma obsijala luč iz neba. Ta svetlost iz nebes je prišla v njegovo življenje. Padel je na tla. Peter šel je ven in se bridko razjokal. Povedal, padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel, Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Rekel je, kdo si Gospod? Glas pa je odgovoril, jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Dragi moji, da idemo po svojoj poti. Preganjamo Jezuša. Ale te pride to odločilno sporočilo. Zdaj pa vstane. Vstane in pojde v mesto in izvedel boš. Kaj moraš storiti? Izvedel boš, kaj moraš storiti. To, kot je Peter se zavedal toga, ko je včino, je tu povedal, dobo navodilo, izvedel boš, kaj moraš storiti. In te še Savel je včino tok, in znate ko, grato je nova stvaritev. Apoštol Pavel, šter je bil glasnik Bože istine. Aleluja. To je ta druga polovica istine. Evangelist Janez. Pravzaprav se ide za sporočilo evangelija. Znate, tu je šotan pozabo povedati odločilno sporočilo, štero se to glasi. Prvi del Lukača 11. tala do 9. veršu še. To odločilno sporočilo se to glasi. Tudi jaz vam pravim. Jezus to pravi, tudi jaz vam pravi. To so besede Jezuša, torej šotan je pozabo povedati, koga naj poslušamo. Koga naj poslušamo? Ne samo to, ko je ti dole Jezus pravo, pač pa što, koga naj mi poslušamo. Dragi moje, ko je istina? Ko je istina? Zavedajmo se, kad so šotanovi motivi, kad so sigdar usmerjene
v laž. Nikdar so ne njegove motive usmerjene, ka bi on razglašal pravo istino. Sikdar so usmerjene v laž. On je sikdar zavajal, sikdar je nuco samo del istine. Sikdar je govoril prijetne besede za človeka. To, ko je človek želel čuti, ko človek želi čuti, ka bi teleko upravičil svoje najdobro početje. Povedal, štere je doživo, tudi tisti drugi del istine. Povedal je glede toga Timoteja posvaril s temi besedami, 2. Timotej 4 od 3 do 4. Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker hočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali proč od resnice. Proč od koga? Kroj od Jezuša. In zabredli v bajke. Dragi prisotni, dragi poslušalec, koma se gnes obračaš ti? Gdje iščeš tvojo istino? Gdje iščeš pravo istino? Samo dve možnosti sta. Samo dve izbire. Jezus, štere prave, Jana 14:6 ponovim, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače, kot po meni. To so Jezušove besede. To je ta prva izbira. In druga izbira, in ne želim, da bi štoj med nome izbral to opcijo, pa je, vi pa ste od svojega očeta hudiča in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni obstal v resnici, ker v njem ni resnice. Kadar govori laž, govori iz svojega, ker je lažnivec in oče laži. Dragi prisotni, dragi poslušalec, ko boš izbral? Koga boš izbral za nadaljevanje svoje življenjske poti? Odločitev glede istine je na vsakom posamezniku. V tom dopoldnevi smo pogledali in eno in drugo stran. In pogledali smo tu razliko in pogledali smo tu končni cilj ene in druge odločitve. Kome boš veroval? Kome boš zavil? Pošto da vodo tvoje življenje naprej. V nebesa iti se trudim. To smo popevali na začetku. In ta pela samo ena pot. Jezus Kristus. Naš odrešenik, naš zveličitelj. Nega srednje poti. Nega druge možnosti. Nega srednje poti. To je Jezus jasno povedal v govori na gore, Mateje 6:24. To pravi, nihče ne more služiti dvema gospodarjema. Ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Bodi središče mojega življenja. To smo popevali, jelte? Na začetku koruš. Bodi Jezus središče mojega življenja. To je najboljša in to je najbolje pravilna odločitev. Za zoj in za vso večnost. Amen. Amen. Lahko stanemo v molitvi pred svetim Bogom. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Si ti že na toj poti? Si trdno usmerjeni proti pravome cilju? Če še ne, te zdaj v tom trenutku pozivam, da stopiš v vere na to enkratno potovanje v nebeško kraljestvo.
nucaš pomoč, nucaš podporo molitve. Mogoče si se na toj poti gestovo, mogoče si malo doj zablavdo, mogoče si obupane na toj poti. Tu smo za to. Cerkev je tu za to, kad te vzpodbujamo, kad te pomagamo, kad te hrabrimo, kad bi dosegnil te večen cilj. Če nucaš pomoč za tvoje duhovno življenje, kad boš zmagovalec in želeš, kad se molimo za tebe, leko zdigneš roko. Amen, amen, aleluja, aleluja, aleluja. Gospod vidi tvojo odločitev, vidi tvojo potrebo, Gospod vidi tvoje srce. Amen, 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 amen. Nebeški Oče, hvala je tebe. Leko stojimo pred tvojim milostivnim tronom. Hvala je tebe, kad leko prihajamo pred tebe v vsakom trenutku našega življenja. In hvala je tebe, kad si ti pot, kad si ti istina in kad si ti to življenje, štero želimo dosegniti, kad si ti večno življenje. Pomagaj mene, pomagaj mojim bratom, pomagaj mojim sestram, pomagaj vsakome prisotnome, vsakome, štere posluša to sporočilo, kad bi za istino se odločili, za istino, kad bi se odločili za tebe, Jezus dragi, kot svojega osebnega odrešenika. Dotekni se vsakoga življenja, dotekni se vsakoga srca, kad bi za istino vztrajali pri tebe, kad bi ne poslušali te lažnive misli, lažnive govorice neprijatelja šatana, pač pa poslušali tvojo besedo. Zato, kad tvoja beseda nam vsikdar kaže pravo sliko. Gospod sveti, pomori me, pomori se mnom. Gospod dragi, v tom jutri te prosim tu za tiste, štere so v potrebaj, štere so v nevole, štere so v betegi, v starosti, v kakšojkoli drugoj potrebe, posebno za našo sestro Marijano te prosimo. Gospod dragi, tom v bolnici se ti dotekne, da je tvoj mir, Gospod dragi, naj to sigurnost veličanja, sigurnost večnoga življenja bo prisotna v njeno življenje, Gospod dragi, in dotekni se vsakoga, štere išče tebe v strahi in v tvoje vole. Pokaže nam milost, skaže nam milost in boj z nami vsemi naprej. Amen. 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 Amen.